Čas je, da spoznamo še eno od zdravilnih rastlin sveta. Jelena Dimitrijevič nam bo danes predstavila mačji krempelj. Una degato ali po slovensko mačji krempelj je rastlina, ki v bistvu divja uspenjalka, ki raste na področju amazonskega deževnega gozda. Je zelo zanimiva rastlina, ker pod vsakim listom ima dva trna, ki spominjata na kremplje, od tam je tudi samo ime. Uporablja se ta notranji del ljubja, ki se posuši in zmelje v prah, ali tudi korenine, samo iz ekoloških razlogov se rajše uporablja samo ljubje. Mačji krempelj je zelo koristna rastlina, je adaptogena rastlina, kar pomeni, da tudi spodbuja delovanje našega imunskega sistema, ampak če imamo kakšne vnetne procese ali bolezni, ki so avtoimune, potem omili delovanje imunskega sistema, tako da ne napada lastnega telesa. 1994. leta je Svetovna zdravstvena organizacija razglasila mačji krempelj za rastlino leta. Se pravi, ima neverjetne lastnosti, predvsem to so različni antioksidanti, alkaloidi, ki delujejo tako spodbudno in krepijo naše telo. Predvsem lahko uporabljamo mačji krempelj, če imamo recimo kakšne vnetja, težave recimo z želodcem ali kar se tiče ustne votline, zdaj v tem času, ko so virusi prehladi, lahko žvrkljamo mačji krempelj, grgljamo in potem ga pogoltnemo, tudi če imamo recimo kakšno paradontozo ali afte, ki jih otroci pogosto imajo. Mačji krempelj lahko tudi uporabljamo, če recimo imamo kakšne vnetne procese, kot so osteoartritis, revmatoidni artritis, tudi recimo težave z jedavci, z glivicami, s kandido. Se pravi, ko pogledamo, recimo veliko je teh različnih področji, ki lahko uporabljamo mačji krempelj. In je dejansko to rastlina, ki bi jo vsak moral nekako imeti ali vsaj narediti kakšno kuro z mačjim krempljem. Predvsem je pomembno tudi, da ga konzumiramo skupaj s kamujem, se pravi z naravnim virom vitamina C, kjer se na tak način boljše izkoristi in boljše se absorbira. Una degato ali mačji krempelj je naravni antibiotik, ki bi ga moral vsak imeti v svoji domači lekarni.